Zaostajamo z 0:2, do konca pa je še 10 minut. Zdi se, da je ena ekipa le še nekaj minut oddaljena od popolne zmage. Za drugo ekipo je konec. Vsaj tako bi vas prepričali analitiki in komentatorji. Razočaranje, frustracija, občutek pogube in črnogledost povsod po medijih. Ampak nekako še ni konec. Stvari se spremenijo in v nekaj minutah se celotna slika obrne na glavo. Zdaj ni pomembno, ali gre za mednarodno nogometno tekmo ali za mednarodno politično diplomacijo. Spomni me na nesmrtne besede velikega filozofa country glasbe Kennyja Rogersa. Nikoli ne šteješ svojega denarja, ko sediš za mizo. Za štetje bo dovolj časa, ko bo deljenje kart končano. Ne, z deljenjem kart še niso končali. Politika in diplomacija nista omejeni z minutami, urami ali dnevi. Videz ni tisto, kar se v resnici dogaja. Mnogi so bili prepričani, da je Trump prejšnji mesec popustil Irancem. Sredi kršitev in napadov na arabske zaveznike v zalivu so se pogovori o memorandumu o soglasju nadaljevali. Zdi se, da se je težišče dogodkov ta teden premaknilo na srečanje NATO v Turčiji in Trumpovo zbliževanje z Erdoganom. Toda potem pridejo Iranci, sveže po kronanju svojega najnovejšega šahada Duma, prepričani, da so napadli ladje v Hormuški ožini in si nakopali bes Združenih držav Amerike. Ali pa so? Kot običajno so mediji histerični in depresivni. Medtem ko so osredotočeni na dogodke, je resničnost nekoliko bolj zapletena. In ta teden si bomo ponovno ogledali to in širšo sliko. Kot sem rekel, so Iranci ta teden razglašali zmago, medtem ko so pokopavali Homeinija. Resničnost za njih je precej bolj resna. Ko so pokopali Homeinija, so skupaj z njim pokopavali tudi iransko islamsko revolucijo. Nimajo več svojega vodstva. Edini voditelj, za katerega so trdili, da ga imajo, se nikoli ni pojavil. Verjetno je imel mačka od praznovanja meseca ponosa. Smo pa imeli drugi prihod, Ahmeda Ahmadinedžada. Govorilo se je, da je bil ubit, a tam je bil na pogrebu, morda poslan iz pekla, da pospremi Homeinija. Ne glede na vse, režim nima podpore lastnega ljudstva. Njihova gospodarska moč je izginila, njihova vojaška šibkost je bila razkrita in celo naivnost svetovnih akterjev, ki jim je omogočila tajno pot do izdelave jedrskega orožja, je zdaj že izginila. To so bili ključni elementi revolucionarnega režima, zdaj pa nimajo več niti enega od teh. Poglejte, kaj je danes ostalo od Irana. Izgubili so same vire svoje moči. Leta je njihov celoten nacionalni vzvod temeljil na zmožnosti, da ogrozijo svetovno energetsko oskrbo. Vzvod, ki jim ga zdaj jemljejo. Svet že gradi obvozne poti okoli Hormuške ožine. In v 3 letih bo strateška vrednost tega ozkega grla uničena. Drugi poudarek je bil njihov jedrski program. Vanjo so vlagali ogromna državna sredstva, več kot 30 let. Zdaj jim je ostalo le nekaj obogatenega urana, ki je zakopan globoko pod zemljo. Velika večina infrastrukture je bila popolnoma razstavljena, njihovi vrhunski znanstveniki pa so bili likvidirani. Poskušati obuditi ta projekt zdaj, medtem ko svetovna skupnost opazuje in je Iran popolnoma ranljiv za zračne napade, je praktično nemogoče. Njihove posredniške sile, Hamas in Hezbolah, so popolnoma obkoljene in zadržane. Te teroristične skupine so izgubile več kot 80% svoje operativne moči in so omejene z mednarodnimi sporazumi, ki zahtevajo njihovo razorožitev. Iransko gospodarstvo je v popolnem razsulu. Inflacija presega 300% ameriške ocene. Vojno škodo ocenjujejo na približno $800 milijard. Brezposelnost je tam izjemno visoka. Infrastruktura je uničena, zato morda sploh ne bo na voljo nobenih zaposlitvenih priložnosti. Neverjetno je, kako moramo ves čas ponavljati vse to, kar je očitno. Iran je režim, ki je že dosegel svoj vrhunec in zdaj v prostem padu drvi po zelo strmem pobočju navzdol. Verjamejo, da lahko stvari rešijo tako, da ZDA ponovno pritegnejo na bojišče, v upanju, da bodo morda dobili ugodnejši dogovor. Obstajajo pa tudi upravičene skrbi. Nekateri resni analitiki se sprašujejo, kakšna je ameriška politika. Prejšnji teden sem govoril o iluziji resnice. To, čemur smo trenutno priča med Združenimi državami in Iranom, se nekaterim zdi kot iluzija konflikta.
Iran razpada od znotraj, kot sem pravkar razložil, vendar trenutni naslovi v novicah dajo vtis, da gre za silovit spopad med Washingtonom in Teheranom. Dr. Doron Maca, izraelski strokovnjak, ki sem ga že prej intervjuval in citiral, pravi, da nas to ne sme zavesti. Kar smo priča, pravi, ni nič drugega kot skrbno režirana igra. Vse je gledališče, pravi, ki dvema utrujenima nasprotnikoma omogoča, da uprizorita predstavo. Iran lahko pokaže odpor, da reši svoj ugled, Združene države pa lahko izkazujejo agresijo. A v ozadju se dialog nadaljuje. Obe strani obupano uravnavata napetost ravno toliko, da se izogneta eni stvari, ki si je nobena od njiju v resnici ne želi – popolni vojni. Dr. Maka opozarja, da je ta vzorec zadrževanja prav ista neuspešna strategija, ki jo je Izrael leta uporabljal s svojimi neposrednimi nasprotniki. Koncept upravljanja konflikta namesto zmage v njem. In vsi dobro vemo, kako se je to končalo za Izrael. Če bodo Američani sledili istemu katastrofalnemu načrtu, jim bo to eksplodiralo v obraz. Zaskrbljenje, da ta predstava krepi sovražnike Združenih držav in Zahoda. Iran že zahteva, da Združene države izpolnijo prejšnje dogovore, predvsem pa pritiskajo za umik Izraela iz Južnega Libanona. In to spodbuja tudi druge, da gredo po isti poti. Kot vidimo, se francoski predsednik spogleduje z istim morilskim blokom, celo srečuje se s sirskim voditeljem militantov Al-Džulanijem. Hamas v Gazi medtem izvaja politični manever glede tega, kdo nadzoruje območje. Poskušajo izkoristiti tisto, kar vidijo kot najšibkejši člen v verigi Združene države Amerike. Hamas upa, da bodo Združene države Amerike spremenile svoje stališče in prisilile Izrael, da se umakne iz na novo vzpostavljenih varovalnih pasov. Končno vprašanje za Izraelce je naslednje. Kako daleč bodo Američani pripravljeni iti pri sodelovanju z bližnjevzhodno osjo? Bodo vztrajali pri svojem ali pa se bodo pustili manevrirati v kompromise na račun izraelske varnosti? Veliko teh vprašanj se je pojavilo v zadnjih nekaj tednih, vendar gre za proces, ne za nogometno tekmo. Še imamo čas. Če se za trenutek vrnemo k pogrebu v Iranu, so bili ljudje ogorčeni nad dejstvom, da se je dogodka udeležilo več zahodnih vplivnežev, ki so hvalili iranski režim in hkrati obsojali Združene države. Vsi ti vplivneži in zahodni novinarji, ki so se tako vneto sprehajali po Teheranu, so me spomnili na to, ko sem še delal na vladnem uradu za tisk, smo imeli primer, ko je bil tukaj novinar, evropski novinar, iz ne ravno pomembnega medija, ki je bil tukaj več let, in smo ga ves čas videvali na vseh teh levičarskih demonstracijah, kjer je podpiral Palestince proti Izraelu. Dosledno je sodeloval v teh političnih igrah. Zato smo preverili, koliko prispevkov je dejansko naredil, medtem ko je bil tukaj nameščen. Ali je res deloval kot novinar? In ugotovili smo, da je bilo tega zelo malo, če sploh kaj. Zato smo se odločili, da mu za 1 leto ne izdamo novinarske akreditacije. Kasneje sem prejel klic iz ene od naših tajnih varnostnih agencij, kjer so mi povedali, da želijo, da mu še naprej izdajem novinarske akreditacije. Takrat sem ugotovil, da je bil ta človek, ta novinar, ki je bil tako goreč levičar, v resnici informator za izraelsko varnostno službo v tistem času. Torej, kdo ve, kakšno zlo se skriva v srcih ljudi? In v drugih novicah. Po iranskih virih je bil namestnik poveljnika IRGC, polkovnik Sadr Soltani, domnevno ubit v prometni nesreči, ko se je vračal s pogreba Alija Hameneja. Seveda, ali ni to nekaj posebnega? Leta 2024 je nekdanji iranski predsednik Mahmud Ahmed ibn Ahmadinejad, ja, isti tip, ki se je pravkar pojavil od nikoder, to trdil. Vodja skrivne iranske enote, zadolžene za boj proti izraelskemu Mosadu, je bil sam razkrit kot izraelski agent, kar je razkrilo, kar je opisal kot veliko vrzel v iranskem obveščevalnem aparatu. Ahmad Ahmadinejad je povedal, da je približno 20 članov iste enote prav tako tajno delalo za Izrael. Po njegovih besedah so ti posamezniki Izraelu posredovali občutljive obveščevalne podatke, povezane z iranskim jedrskim programom, in tako prispevali k nekaterim najpomembnejšim Mosadovim operacijam znotraj Irana. Isti Ahmad Ahmadinejad, ki je nekako še vedno živ. Bi lahko bil? Se sprašujem. Tako Izrael najde svoje vohune, tam, kjer jih najmanj pričakuješ.
Lahko so naključni novinarji ali med člani flotile demonstranti proti Izraelu. No, ne da bi jaz vedel, ampak najprej, mi izgledamo kot vsi ostali, zato nas ne moreš izpostaviti. Ampak za mnoge iskalce vznemirjenja ni nič bolj vznemirljivega kot delo za institucijo. In beseda za institucijo v hebrejščini je Mossad, mimogrede. In ko smo že pri temi, da novinarje izkoriščajo, Odbor za natančnost poročanja in analizo o Bližnjem vzhodu, bolj znan kot Kamera, je ta teden pozval večje medijske hiše, naj ponovno preučijo pretekla poročanja o trditvah Odbora za zaščito novinarjev. CPJ je po jutranjih obvestilih Hamasa in islamskega džihada potrdil, da je CPJ napačno predstavil teroristične operativce in jih prikazal kot nedolžne novinarje. Po ostrih javnih kritikah in preiskovalnih poročilih, ki so razkrila te povezave, je CPJ 25. junija napovedal, da izvaja celovit pregled svoje baze podatkov o medijskih delavcih, ki so bili ubiti v Gazi. Številni vodilni mediji so pogosto brez dodatnih pojasnil ali vprašanj objavljali zdaj že ovržene podatke CPJ o smrtnih žrtvah leta 2025, ki teroriste opisujejo kot novinarje, ubite med opravljanjem naloge strani Izraela. Zdaj, s temi medijskimi skupinami sem delal več let. Vse prihaja na dan. Dejstvo, da teroristične skupine izkoriščajo novinarstvo in silijo medijske hiše, da zaposlujejo njihove člane, je bilo znano že pred 25 leti. Osebno sem te informacije predstavil njim, medijskim hišam in organizacijam, kot je CPJ. Delajo se, kot da nič ne vedo. Skupine za človekove pravice to vedo. Medijske hiše to vedo. Zavestno že leta zaposlujejo teroriste in vam o tem lažejo. Nato pa Izrael prikazujejo kot državo, ki ubija novinarje. No, zdaj pa nazaj k temu, kar je v novicah. Zgodba s Turčijo je nekoliko bolj zapletena. Povezana je z globalno vizijo Združenih držav Amerike. Desetletja je strategija Združenih držav temeljila na obsežni mreži zaveznikov po vsej Evropi in arabskem svetu. Toda zadnja vojna z Iranom je to iluzijo popolnoma razbila in prisilila Pentagon v velikanski premik paradigme. Prejšnji teden so poročila nakazovala, da Združene države razmišljajo o premestitvi svojih glavnih mornariških in letalskih baz v Kuvajtu, Bahrajn, Združeni arabski emirati, Saudska Arabija in Katar. Vse države, ki popolnoma nimajo učinkovitih protiraketnih obrambnih sistemov. Da bi bilo še huje, so ameriški arabski zavezniki popustili, ko se je pritisk povečal. Saudska Arabija je aktivno zavrnila dovoljenje ameriškim vojaškim letalom za uporabo svojega zračnega prostora za povračilni napad na Iran. Washington se je končno naučil težke resnice, da ne more več računati na svoja tradicionalna evropska in arabska partnerstva. Medtem ko je Bližnji vzhod gorel, so evropski zavezniki zavrnili sodelovanje v boju in celo preprečili ameriške vojaške operacije s svojega ozemlja. Sredi te izdaje je Pentagon letos Izrael izrecno opisal kot vzorčnega ameriškega zaveznika, edinega, ki je v celoti vreden nedvoumne ameriške podpore. Zaradi tega ZDA tiho spreminjajo svojo dolgoročno strategijo in se odločajo, da bodo svoje glavne regionalne baze zgradile prav v Izraelu. Ker gradnja te infrastrukture zahteva čas in ker se globalne grožnje strani Rusije še naprej stopnjujejo, mora predsednik Trump v tem vmesnem času igrati zapleteno geopolitično igro. Vse to pojasnjuje, zakaj ima zapletene nasprotnike, kot je turški Erdogan, bližje sebi. Zaenkrat torej drži prijatelje blizu, sovražnike pa še bližje. In to je začasen ukrep, medtem ko se dogaja pravi tektonski premik. Sovražniki zavezništva med Združenimi državami Amerike in Izraelom vidijo, kaj se dogaja. Katar in muslimanska bratovščina pa točno vesta, kaj pomeni ta premestitev baze. Zdaj mečejo vse, kar imajo, da bi to spodkopali in blokirali na informacijskem področju. Njihovi medijski papagaji so zdaj množično na delu. Začenjajo množično usklajeno kampanjo laži, da bi zastrupili javno mnenje v Združenih državah in obupano sabotirali trdno zavezništvo med Združenimi državami in Izraelom. Na njihovo veliko razočaranje je napovedano srečanje Trumpa in Netanjahuja. Po poročilih naj bi že naslednji teden premier Netanjahu znova odpotoval na srečanje s predsednikom Trumpom v Washington. Kaj nam ta dva tokrat pripravljata? V prihodnjih tednih naj bi v Washington prispela tudi vrsta visokih izraelskih uradnikov. Skoraj vsakič, ko sta se Netanjahu in Trump v preteklosti srečala, so tem srečanjem sledile pomembne poteze. Kaj je na dnevnem redu, nihče od nas ne ve zagotovo, vendar pa tega časovnega sovpadanja ni mogoče prezreti. Trumpov rojstni dan, 250. obletnica praznovanja, so že za nami in bližamo se koncu svetovnega prvenstva.
Dr. Anan Vahabi iz Univerze v Haifi v Izraelu je v intervjuju z mano v moji oddaji Galilej Izrael Radio ta teden spregovoril o izraelski strategiji v regiji. Dr. Vahabi pojasnjuje, da Izrael vzpostavlja varnostno območje vzdolž svojih meja, še posebej tam, kjer mejijo na divja, neurejena območja in propadle države. Vendar morajo biti varnostna območja demografska, politična in strateška, ne le črte narisane na fizičnem zemljevidu. Dr. Vahabi to imenuje doktrina hibridnih zavezništev. Ne borimo se več proti konvencionalnim vojskam, ampak proti hibridnim terorističnim organizacijam, nedržavnim akterjem, ki delujejo kot popolnoma funkcionalne vojaške sile. Združujejo upravljanje, ekonomski nadzor in psihološko vojskovanje v eno samo stvar. In ker je sovražnik hibriden, mora biti tudi strategija Izraela takšna. Izrael mora zgraditi prefinjeno mrežo regionalnih partnerjev, lokalnih skupnosti in zmernih nedržavnih akterjev, ki imajo skupen interes za stabilnost in odpor proti ekstremizmu. Samo zavzetje ozemlja ali postavitev vojaške rumene črte v Libanonu ne bo delovalo na dolgi rok. Edina trajna rešitev je odločno poraziti teroristična omrežja, hkrati pa graditi zavezništva z neodvisnimi, avtonomnimi lokalnimi skupnostmi, ki želijo oslabiti proksijski režim. Dr. Vahabi tudi opozarja, da bo, če Zahod nemudoma ne izvede strukturne reorganizacije območja Južne Sirije, to območje postalo brezpravni vakuum. Že zdaj vidimo nevarne zametke modela Mukavama. Oborožena teroristična gibanja, ki delujejo zunaj državnih okvirov, bi se lahko zlahka razvila v naslednjo sovražno proksijsko silo na izraelskih mejah. Njegov končni zaključek je opozorilo za nacionalno varnost. Medtem ko imajo Združene države trenutno osrednjo vlogo pri oblikovanju regionalnih pravil, zgodovina dokazuje, da se vpletenost velesil s časoma spreminja. Izrael se mora že danes pripraviti na prihodnost, v kateri bo morda moral ostati sam. Vzpostavljanje teh regionalnih zavezništev med ljudmi je temeljni steber preživetja za prihodnja desetletja. Kajti konec koncev varovalni pasovi niso le zemlja, temveč so ljudje, skupnosti in skupni interesi. Prejdimo na drugo bojišče in se posvetimo informacijskemu področju, na katerem se Izrael bori. Izraelski komentator Miha Danzig, s katerim sem že prej opravil intervju v podkastu, je prejšnji teden napisal zanimiv članek za The Jewish Journal, v katerem raziskuje, kako levica danes izkrivlja zgodovinsko definicijo pojma avtohtonosti. Če judovsko ljudstvo, piše, katerega jezik, civilizacija, koledar, literatura in pravne tradicije so vse nastale na ozemlju Izraela, katerega neprekinjena prisotnost tam traja več kot 3000 let in katerega molitve so bile skoraj 2000 leti usmerjene proti Jeruzalemu. Če mi nismo avtohtoni na tej zemlji, potem beseda avtohton izgubi vsakršen smiseln pomen. V presenetljivem zgodovinskem preobratu je prisilno preimenovanje Izraela in Judeje v Palestino zdaj obravnavano kot dokaz avtohtonosti, medtem ko so ljudje, katerih domovina je bila preimenovana, predstavljeni kot tujci. Poudarja, da so evropske družbe dolgo časa obravnavale Jude kot neevropejce, nebelce in tujce, pogosto nasilno, zdaj pa jih sodobni diskurs nenadoma prikazuje kot bele evropske kolonizatorje. Ta preobrat je po njegovem mnenju politično priročen, vendar zgodovinsko neskladen. Danzig poudarja, da biti avtohton pomeni izvor, ne pa to, kje je neko ljudstvo živelo. Nazadnje lahko neka populacija živi nekje stoletja, ne da bi se tam oblikovala kot posebno ljudstvo. Izgon ne izbriše avtohtonosti, tako kot ameriška staroselska ljudstva niso izgubila svojega statusa po prisilni preselitvi. Vendar pa Danzig trdi, da se v današnjem diskurzu avtohtonost vse bolj določa ne po izvoru ali kontinuiteti, temveč po razlaščanju. In ta standard se nedosledno uporablja samo za Jude. Če Judje niso avtohtoni na ozemlju Izraela, potem avtohtonost ni več zgodovinski pojem. Postal je politično orožje, prirejeno za en sam narod. Ta poskus zanikanja naše povezanosti z deželo Izrael ni nič novega. V preteklosti so bili strokovnjaki in nasprotniki, ki so trdili, da je bil kralj David, na primer, zgolj mit. Izmišljena pravljica, ljudski junak, izmišljen stoletja kasneje. Ampak čakalo jih je veliko presenečenje. Zgodovina ima zanimiv način, da dobesedno razkrije resnico prav tam, kjer jo lahko najdeš, prav ta mesec. Julija 1993 je neverjetno arheološko odkritje pretreslo svet na starodavnem najdišču v severnem Izraelu, imenovanem Tel Dan.
Arheologi so iz starodavnega zidu izvlekli zlomljen kos črne bazaltne skale. Bil je to spomenik zmage, napisan pred skoraj 3000 leti. Napisal ga je sovražnik, aramejski kralj, ki se je hvalil zmago v bitki. Ko so strokovnjaki prevedli starodavni napis, so v kamnu našli vklesano frazo Bet David, hiša Davidova. Tisti sovražni kralj ni bral iz Svetega pisma, niti ga ni citiral. Zapisoval je dejansko vojaško kampanjo proti resnični zgodovinski kraljevi dinastiji, potomcem kralja Davida. Ta najdba ni potrdila le imen starodavnih judovskih kraljev, proti katerim se je boril, temveč je celemu svetu dokazala, da je bil kralj David povsem resničen. Danes vedno znova slišimo, kako ljudje na novo pišejo zgodovino. Prepričan sem, da ste že videli objave, kjer ljudje postavljajo preprosta vprašanja tistim, ki trdijo, da so tukajšnji staroselci, imenovani Palestinci. Vprašajo jih, naj navedajo enega arabskega predsednika vlade te dežele pred letom 1948, ali pa naj imenujejo kateregakoli starodavnega palestinskega voditelja iz antike. Ali pa, če je bil Jezus Palestinec, kje v krščanskih spisih piše Palestina? Kje pa piše Filistejec? V njihovih lastnih svetih knjigah, v Bibliji, je izrecno omenjen kralj David. In starodavne zbirke besedil, kot so 2000 let stari kumranski rokopisi, potrjujejo obstoj Biblije. Vsaj to, da obstajajo. Tisti stari rimski zgodovinar Jožef Flavij je pisal o judovski vojni, kjer opisuje judovski upor proti rimski okupaciji leta 92 po Kr. Nikolaj ne omenja Palestine. On je najzgodnejši avtor zunaj Svetega pisma, ki omenja Jezusa. V svoji knjigi Judovske starine, napisani okoli leta 94 našega štetja, Jožef Flavij govori o Jezusu. Odlomek je splošno znan kot Testimonium Flavianum. Ni omembe, da bi bil Jezus Palestinec. 1000 let kasneje pa so se začele križarske vojne, ko so kristjani prišli, da bi izgnali arabske osvajalce, ki so kolonizirali to območje. Kot je bila njihova navada, so si vzeli čas in medtem plenili judovska mesta in središča. Območje se je stoletja izmenjevalo med muslimani in kristjani, dokler mi končno oblast prevzelo Osmansko cesarstvo. In cesarstvo je nadzorovalo območje skoraj 400 let. Moj namen tukaj je, da v tem času nobena od križarskih evropskih držav, prav tako pa tudi nobena muslimanska država, nikoli niso govorili o palestinski entiteti ali mislili, da je avtohtono prebivalstvo Palestine Arabci. Nikoli niso poskušali ustvariti arabske palestinske države, ker ta nikoli ni obstajala. Egipčani, Jordanci, Sirci, Turki, Španija, Francija, Velika Britanija, Italija. Nobena od teh držav, ki so danes tako razburjene zaradi palestinske države, o njej prej nikoli ni razmišljala. Lahko si izmišljajo trditve in vtise o resničnosti, a fizična zemlja Izraela vedno znova razkriva resnico. Vsi bi se morali tega spomniti. Islamski kolonizatorji in današnji revizionisti lahko poskušajo prepisati preteklost, vendar ne morejo premagati resnice, zapisane v kamnu, ki je raztresen po vsej deželi Izrael. Sem Daniel Seaman. Pridružite se mi spet naslednji teden v oddaji Straight Up iz JNS Studios tukaj v Jeruzalemu, večnem glavnem mestu judovskega naroda v Izraelu.